Ja, ob dnevu reformacije, ob tem prazniku, ki se je na Slovenskem že, lahko povem, kar prijel, sporočam, da je to praznik vseh Slovenk in Slovencev in že iz samega imena reformacija nam na nek način nas navdihuje, da se zamislimo nad svojim ravnanjem, kajti vsak nenazadnje ima svoje prepričanje, ali je to versko, ali politično, ali kakšen drugi nazor in je to ena priložnost, da pogledamo vase, da pogledamo okolico in opozarjamo na vse tiste stranpoti, katere se dogajajo in pa stremimo vsi skupaj po lepši prihodnosti, predvsem za mlade rodove. Zato sem tudi v pridigi danes omenil, po mojem, kot jaz pravim, mlado švedsko reformatorko Greto, ki se na svoj način bori oziroma nagovarja odgovorne na tem svetu, da se zamislijo nad svojim ravnanjem. Kajti danes je mnogo stvari se da kupiti na trgu, mnogo stvari nam je ponujeno, torej vse se da kupiti za denar, ampak vprašanje je, ali to koristi, ali pa to koristi za namcem naših otrokom in pa otrokom njihovih otrok. In to je naša ta trenutna reformacija, ki se nenehno dogaja. Meni se zmeraj zdi škoda, ker so še zmeraj, kar se tiče osebnih dohodkov, minimalni osebni dohodki, torej večina Slovenk in Slovencev, ki so ki so pač svoje življenje predali pač svoji službi, svoje odgovornosti na delovno mesto in zato niso primerne plačane. Malo so te razlike prevelike. Potem na drugi strani vprašanje sprave. Slovenci smo na nek način tudi politično tako zelo razdeljeni in to za nas kot majhen prav ni dobro.